Zdravo, moje ime je Urška Bratuša, sem dijakinja Gimnazije Šiška, kjer obiskujem ženski nogometni oddelek. To bo moj dan.
Moj dan se počasi zaključuje. Če tudi ti živiš za nogomet, se nam pridruži februarja na informativnem dnevu Gimnazije Šiška. Lahko noč! Na Gimnaziji Šiška podpiramo šport, smo največja športna šola v Sloveniji. Trenutno imamo pri nas vpisanih 550 dijakinj in dijakov, od tega preko 400 kategoriziranih v 37 športih. Preko 100 imamo tudi nogometašev. Že kar nekaj let, 14 let, že delamo z fanti. Imamo zelo lepo izdelan program, to je naš najbolj izdelan program moških nogometnih oddelkov. Sedaj pa zaznavamo vse večje zanimanje tudi deklet za nogomet in seveda je bila logična odločitev, da uredimo tudi dekliški nogomet pri nas, da jim damo posebno mesto. Cilj tega nogometnega oddelka je seveda, da bi pač v ta oddelek pridobili najboljša dekleta iz celotne Slovenije, da se bi tu izoblikovala neka homogena skupina, s katero bi pač lahko delali tako, kot recimo delamo že blizu reprezentančnega nivoja. Se pravi, da bi sem prihajale tiste kandidatke za samo reprezentanco U17 in U19. Športni koordinator je tista najmočnejša vez med nogometno zvezo, med klubi in šolo ter dijakinjami oziroma dijaki. To je oseba, ki pač mora skrbeti za mnoge podrobnosti, od športnega izostajanja do raznega urejanja garderob, do urejanja terminov. Po drugi strani pa čisto vsebinska vloga seveda, ker športni koordinator pripravlja tudi program za športno vzgojo, to se pravi, da tisti del športne vadbe, ki je v domeni šole, ker s tem začenjamo in ker sem sam tudi nogometni trener in imam nekaj izkušenj s tem, je to relativno lahko letos bilo narediti. Pedagoški koordinator pomaga dijakom usklajevati šolske obveznosti s njihovim trenažnim procesom, se pravi termine ocenjevanja in ostale šolske obveznosti uskladimo s tem, kdaj imajo treninge, z njihovimi odsotnosti, z njihovimi tekmami. Pomagamo jim tudi z dodatnimi urami učne pomoči, kjer skupaj s profesorjem nadoknadijo snov, pri kateri so morda manjkali, oziroma lahko izpopolnijo, nadgradijo njihovo znanje. Letos je za prvo leto kar dober vpis, vpisanih je vsega skupaj iz obeh šol 13 deklet oziroma 14, ki tukaj vadijo 3 do 4 na teden. Število treningov bomo v drugem delu sezone povečali, se pravi iz 3 na 4, zato govorim zdaj že kar o 4 trenažnih procesih. Poleg tega imajo še športni del, športno vzgojo, se pravi to sta 2x po 2 uri v šoli in pa možnost fitnesa v četrtkih popoldan za tiste, ki so nastanjene v samem domu. Tako da je teh trenažnih enot nekje 6 skozi celoten teden. Ko sem bila prvi pa drugi letnik, ni bilo še dekliškega oddelka, sem trenirala tukaj s fanti, zato sem tudi prišla, da bi bili treningi malo boljši, ker pač s fanti napreduješ. Tudi na Gimnaziji Šiška dobro usklajujemo šport in šolo, pomagajo nam, tudi nam profesori svetujejo, kako lahko imamo tudi kakega športnega psihologa. Tukaj treniram zdaj 1 do 2 na teden, treningi so dobri, poudarek je na tehniki, na pasih, tudi igramo, ful je v redu, punce so v redu. Naši dijaki so, čeprav so iz različnih klubov, zelo, da rečem, prijateljski med sabo, ogromno neke dobre volje in to vidimo kot velikanski plus. Poleg samih možnosti za šolanje jim ponujamo še dodatne storitve, kot so fizioterapija, psihološko svetovanje, zdravo prehrano, ki jo posebej za športnike pripravljamo pri nas. Seveda nasproti nam je prišla nogometna zveza. V dekliškem nogometnem oddelku sodelujemo z 2 trenerkama, ki sta obe selektorci, reprezentanc U17 in U19 in nekdanja kapetanka članske reprezentante Anja Milenković je z nami, tako da imajo v bistvu idealne pogoje tako za nogometni razvoj, kot za usklajevanje med šolo in športom, kar je pa naša osnovna močna stran na Gimnaziji Šiška. Če bi mogla zbirati, bi še enkrat prišla na Gimnazijo Šiška.